Les je še kako našel svoj prostor v hiši, s katero začenjamo. Izjemna lokacija je arhitekta hkrati navdušila in mu zadala izziv, kako se z oblikovanjem novega domovanja dovolj pokloniti naravi, sredi katere je na koncu zrasla tale navdušujoča in presenečen polna hiša. No, na plezalni steni pa še nikoli nisem začel prispevka v naši oddaji. Smo v zelo dinamični hiši, zelo dinamične družine, obdajajo nas čudoviti razgledi in vsekakor ta super plezalna stena ni edini atribut, zaradi katerega smo navdušeni na to hišo. Kar poglejte. Anita in David, živijo. Zanima me, kako sta iz Idrije, iz recimo temu bolj urbanega okolja, prišla semle v nekoliko odročen kraj na 800 metrov nadmorske višine, kamor se morate kamorkoli verjetno odpraviti z avtom. V bistvu jaz sem delala veliko kot zavarovalni zastopnik in sem se vozila po teh krajih in sem vedno opazovala, kakšni lepi razgledi. Mi iz Idrije smo pa gledali skozi v hribe in se kaj tukaj hočem imeti hišo. Potem sem dala pa v bistvu oglas v lokalni oglasnik, da kupiva parcelo na tej lokaciji in so se nam sosedje zdajšnji oglasili in sem prišla gor, en sončni zahod je bil in sem rekla, to je to, podpišemo. Kako je potem potekala gradnja? So bila kakšna presenečenja? Je bilo kaj zahtevneje graditi tukaj na takelem terenu, precej strmem? Sprav 10 let nazaj so kupila parcelo in se je izkazalo, da je plazovit teren oziroma 10 metrov spodaj šele skala. Na pilotih bi bila hiša in se je izkazalo zaradi pilotov, da bi bila zelo draga gradnja zaradi tega in v bistvu smo samo za pilote takrat, mislim, da prišli do cene 60 000 evrov dodatnih. Objekt so zato zapeljali 50 metrov po bregu navzdol. Arhitekt je na novo narisal načrte, pri čemer pa je zaradi dih jemajoče lokacije imel precej treme, saj s hišo ni želel preglasiti ali celo uničiti idiličnega okolja. Da bi bila hiša čim bolj v harmoniji z njim, je investitorjema predlagal leseno gradnjo. Hiša je grajena v lesenem skeletu. Je zelo dobro izolirana, praktično nizkoenergijska hiša. Strop je masiven, Aiki wood. In sicer vsa finta je v tem, da pravzaprav nimamo ne stropnikov, ampak je vsaka lamela posebej nosilec zase in vse to skupaj tvori kontinuiran strop, kar je pa meni iz arhitekturnega vidika sploh prišlo prav, ker sem želel imeti tukaj to zavito strešino proti temu oknu, ki lovi vzhodno pa južno svetlobo. In pri tem sistemu je dejansko vse iz lesa, ne? Vezi niso iz kakšnega drugega materiala. Tako, to ni lepljeno, to je mozničeno z lesenimi mozniki, tako da gre tudi za zelo ekološki, zdrav način gradnje. Dejansko večino hiš, ki jih projektiramo pri nas v biroju, je grajenih z lesom. Predvsem mislim seveda na konstrukcijski sistem, to ne pomeni, da morajo biti tudi vse stene lesene zunaj noter. Zakaj? Prvič, les je naraven material, gradnja z njim je hitra, natančna, stvari je treba premisliti vnaprej, kar pomeni, da se zelo malo je pol improvizacij na samem gradbišču. In mislim tudi, da bivanjsko ugodje in zdravje bivanja v taki hiši je, mislim, da boljše. Les, konkretno termično obdelano smreko, so uporabili tudi za fasado. Posamezne lamele so samo žagane, nič skobljene, tako da so obdržale svoje dlačice, zaradi česar se fasada tudi izredno lepo stara in je enakomerno posivela. Peta fasada, kot ji pravi arhitekt, pa je ravna streha, ki jo s ceste najprej zagledamo. Zasajena je z rastlinjem in pripravljena, da se na njej po potrebi postavi tudi fotovoltaična elektrarna. Gradnja z lesom je pa znana tudi po hitrosti. Kako hitro ste se uselili, pa koliko ste bili kaj nestrpni? Začeli smo novembra, preselili smo se noter tako zasilno v maju 2018. Nismo imeli še nič v hiši, pravzaprav smo prve pol leta kampirali tukaj noter. Ja, nismo imeli ne vodovoda, ne WC-jev, smo imeli še Dixita gradbeni zunaj. Tuširali smo se tako da smo si v čebričku pogreli vodo.
Elektriko so nam sosedje posodili, vodo tudi. Midva sta tako zelo DIY človeka in so več ali manj vse počela sama, kar se notranjosti tiče. Tako da ja, smo si polagali tla pod red, tako rekoč. Tloris je daleč od klasičnega. Zasnovan tako, da iz vsakega prostora po zaslugi skrbno načrtovanih okenskih odprtin ponuja obilico lepih razgledov. Izstopa podolgovato okno pod pravim kotom nad kuhinjskim nizom, ki po zimi v zenitu idealno propušča svetlobo globoko v prostor, medtem ko poleti svetloba skozenj pade pod takim kotom, da ne pregreva hiše. Tu pa so še velika panoramska okna, skozi katera družina spremlja dogajanje v naravi. Ne, televizorja ob takem programu res ne potrebujejo. Res je, konstantno se nekaj dogaja, ali sneži, ali da kakšne srne nam obirajo stvari iz njive. Sončni zahodi sploh ob kakšnih poletnih večerjih, res je lepo, no. Ne moramo si želeti boljšega razgleda. Del pol teh odprtin je pa tudi narekoval cel program, ne? In ko smo prvič sestavili ta program skupaj, je to pomenilo hišo 350 kvadratnih metrov. Zdaj pa, če smo hoteli to na neko normalno kvadraturo spraviti, je bilo treba najti neke multifunkcijske prostore. Zato se tukaj recimo sorazmerno dnevna je majhna, ampak se preliva z delovnim kotičkom, pa spodaj je, kot vidite, ta dvovišinski prostor, ki je istočasno fitness del in plezalna stena in predvideno je bilo za fotografiranje in večnamenski prostor, ki služi otrokom za druženje, glede na to, da so njihove sobice zelo majhne. Kako to, da ste se odločili bivalne prostore dati zgoraj in spalne spodaj? Meni vedno nekako imponira, da so otroške sobe, če se že družina preseli v naravo, povezane tudi z naravo, se pravi, da so v parterju. Po drugi strani dostop je tukaj iz tega nivoja, iz ceste in nekako logično je, da stopiš v bivalne prostore, tako da je pol na koncu prišlo do te kombinacije, da imamo zdaj tukaj gor bivanje, vse spanje pa dol. Interjer se v naravo preliva preko 3 teras. Prva je bolj sončna in s pergolo povezana z vrtno lopo. Spodnji 2 pa sta bolj senčni, primerni za uporabo poleti in za družinske piknike. Vse pa so oblečene v les, ki skrbi za ugodje. Lastnika sta celo prepričana, da je po zaslugi lesa tudi zrak v njunem domu čisto drugačen kot v klasično grajenih objektih. Ko pridem v hišo, ki ni zgrajena iz lesa zdajle, se mi zdi, da je pri nas tak bolj mehek zrak. In moram reči, že prav trpim zdaj, ko vidim koga, ki zida hišo v teh časih iz betona, ker vem, koliko je življenje v leseni hiši bolj udobno kot v betonu. Kdo je pa tako nadušen plezalec in odkje je ideja, da bi tole lepo višino izkoristili celo za plezalno steno? V bistvu otroci hodijo v krožku na plezanje in zaradi tega smo postavili plezalno steno, pa še hoteli smo izkoristiti ta dvovišinski prostor, ker ima dobrih 5 metrov višine, tako da je pol nastala ta stena. David, če se da to malo še izkoristiti, bi lahko šel jaz malo poplezati za konec, preden gremo stran od vas. Seveda vabljen, brez problema. Pozihrali. Ja. Okay.